Spoštovani, iskreno vas pozdravljam. Hvaljen Jezus. Sveti Frančišek Saleški je božično skrivnost lepo opisal in razložil, zakaj je bila razodeta najprej pastirjem. Prisluhnimo. To je skrivnost v temini in noči. Nekakor, da bi bila skrivnost sama temna, kajti Bog je luč. Vse vemo, da naše oči ne morejo gledati svetlobe ali sončne jasnine, ne da bi oslepele. Če bi hoteli gledati to luč, sonce, moramo zatisniti oči. Na to nekaj časa ne moremo videti. Razlog, ki nas ovira, da bi razumeli skrivnost presvetega rojstva našega Gospoda, ni v tem, da bi bila skrivnost temna v sebi. Ne, razlog je v tem, da je skrivnost svetla luč. Naš razum, ki je oko naše duše, ne more dolgo premišljevati, ne da bi postal moten. Ponižno mora priznati, da se v to skrivnost ne more poglabljati, da bi razumel, kako je Bog v deviškem telesu preblažene device sprejel meso in postal človek, nam enak, ne da bi nas napravil podobne, nam enak, ponavljam, to je pa važno. Postal človek nam enak, da bi nas napravil podobne Bogu. Hvala za korekturo. Če pa hočete, pa vse preberem še enkrat, kakor je za vas lažje. Bom kar nadaljeval. Zaradi tega je naš Gospod rojen v temini noči in se nam pokaže kot majhen otrok, ležeč v jaslih, kakor ga bomo jutri videli. Mimogrede pripomnim, da so med številnimi ljudmi, ki so bili takrat v Betlehemu, samo preprosti pastirji obiskali našega Gospoda. Za njimi so prišli 3 kralji, ki so prišli od daleč, da bi počastili našega novega kralja, ki je ležal v jaslicah. Ko so angeli oznanili novico tega osrečujočega rojstva, so dali pastirjem čudovita navodila. Pojdite, so rekli, našli boste dete, povito v plenice in ležeče v jaslicah. Bog, kakšni nauki so to, da bi spoznali našega Gospoda, in kakšna je preprostost pastirjev, ki preprosto verjamejo, kar jim je bilo oznanjeno. Angeli bi imeli pravico, da bi jim pastirji verjeli, če bi bili rekli, pojdite, našli boste dete, sedeče na slonokoščenem prestolu in obdano z nebeškimi dvorjani, ki mu delajo družbo. A so rekli, vaš odrešenik je rojen s temi insignijami. Našli ga boste ležečega v jaslih, med živalmi in povitega v plenice. Zakaj menite, so se angeli raje obrnili na pastirje, kakor na kogarkoli drugega v Betlehemu? Edino iz tega razloga, ker je naš Gospod prišel kot kralj pastirjev in hotel dajati prednost le sebi enakim. Toda pomislite, da so samo tisti pastirji, ki so bedeli nad svojimi čredami, imeli čast in milost, da so slišali ljubko oznanilo o rojstvu našega Gospoda. To naj nam pojasni, če ne bedimo nad čredo, ki nam jo je Bog zaupal, se pravi, kakor sem rekel, če ne bedimo nad svojimi strastmi nagnjeni, zmožnostmi svoje duše, da bi jo vodili na sveto pašo, jo navajali k redu in dolžnosti, tedaj nismo vredni, da bi zaslišali ljubeznivo oznanilo o odrešenikovem rojstvu. In ne bomo ga mogli obiskati v jaslicah, v katere ga bo jutri porožila njegova blagoslovljena mati. Dragi in spoštovani, dovolite, da temu premišljevanju dodam še lepo besedilo svetega Janeza Henrika Newmana, cerkvenega učitelja, ki pravi, Jezus je moj prijatelj in moj brat. To je nekakšna molitev, nekakšna častivna hvalnica. Takole pravi,
sveti Newman. O moj učlovečeni Bog, zdaj uvidevam, če te častimo samo kot vsemogočnega, te poznamo samo na pol. Ti si vsemogočnost, ki se je hkrati dala poviti v plenice nemoči. Ujetnik človeka, ki si ga sam ustvaril. Ti imaš nepojmljivo moč, da se sam odpoveš svoji moči. Samo tako te spoznamo prav, če te ne častimo samo kot Emanuela, Boga z nami, ampak hkrati tudi kot Jezusa, Boga odrešenika, ki je bival med nami kot človek, da nas odreši. O, nedoumljivi v večnosti in v času. Ti, ki si naš stvarnik, nisi prišel k nam v moči, ampak v slabosti. Ne v slavi, ampak neznan in skromen. Ne bogat, ampak reven. Ne češčen, ampak preziran. Ne zato, da bi užival srečo, ampak da trpiš. Ti, ki si neskončno veličastvo, si se sam odrekel vsemu blesku in sijaju in si svojo lepoto ranil in zasenčil. Ne v njej sami, zakaj ti si vedno vzvišen in popoln nad vse, ter nespremenljiv na veke, pač pa za naše oči, ko si se neizmerno globoko ponižal do nas. Neskončen si, ko vladaš v nebesih. Neskončen, ko si v očetovi službi na zemlji. Molimo te, ko sediš na prestolu sredi angelov. Sklanjamo se pred teboj, ko bivaš med grešniki. Češčenje vreden si v svojem večnem miru, v rajskem sijaju in lepoti svojih stvari. Še bolj pa nas prevzema in sili na kolena tvoje ponižanje. Kako dobro je zame, da si prišel brez sijaja v tako nizki in nečastni podobi. Bolje, kakor če bi se bil odel v bleščeče Adamovo telo, kakršno je bilo, ki si ga ustvaril. Nežna ljubeznivost, ki sije iz tvojega obličja, ni na novo ustvarjena in milostno podarjena, zgolj zemeljska lepota, temveč je le v človeškem liku razodevajoče se tvoje večno bistvo. Ti se ne moreš spreminjati, o Jezus. In kakor si od vekomaj in še zdaj skrivnost, tako si od vekomaj ljubezen. Ne morem te doumeti, moram pa te vselej ljubiti, odkar si se mi razodel. In kakor te molim v tvojem ponižanju, tako te hočem častiti in ljubeče objemati v tvoji večni in neminljivi moči. Dragi Gospod, tako zelo si ljubil človeško naravo, ki si jo ustvaril. Ljubiš vse, ker si vse ustvaril. Človeka pa ljubiš nad vsemi stvarmi. Zato si prišel k nam kot človek, povsem tak, kakor mi. Ne na novo ustvarjeni zemlje in ne s poveličanim, poduhovljenim telesom, kakršno ima zdaj v nebesih, ampak s tistim telesom, s katerim je padel Adam, z vso našo krhkostjo in slabostjo, z vsemi našimi čustvi in nagnjenji, razen greha. O Jezus, veliki Bog, moj prijatelj si, moj brat, kakor si sam rekel. Kako naj bi se bal, kako bi ti ne daroval vsega svojega srca, ko si tako blag in poln ljubezni, tako domač z nami, skromen in naraven. Ti si sicer zdaj v nebesih, toda isti, kakršen si bil na zemlji, vsemogočni Bog in malo dete. Presveti in docela človek. O Bog, daj, da te ljubim. Daj mi ljubezen.